Fed je napovedal nižanje obrestnih mer. Ta novica je udarila na petek popoldan, ali je bil to četrtek, se ne spomnim točno, ko je Jerome Powell v svojem govoru povedal oziroma namignil, da inflacija ni več tak problem in da se bodo bolj posvetili trgu dela. To novico so vsi z navdušenjem pričakovali, ker naj bi znižanjem obrestnih mer riskom naložbe, med katere sodi tudi Bitcoin, šle gor. Ampak zgodovinski podatki kažejo popolnoma drugačno sliko. Sliko, ki bi morala skrbeti vsakega, ki je v kriptovalutah. In prav to vam bom razkril v tokratnem videu. Pred sabo imamo mesečni graf Nasdaka in najprej vam bom obrazložil, kaj vidite. To je torej mesečni graf tehnološkega indeksa Nasdaq. Tukaj od spodaj imamo Fed Funds Rate oziroma Fedove obrestne mere. In tukaj še bolj od spodaj sem kot pač dodatno informativno dodal še M2 graf, torej koliko denarja so naprintali. Te vertikalne črte označujejo obdobja, kdaj je naredil Fed pivot, torej kdaj je začel nižati obrestne mere. Kot vidimo, imamo tukaj ta prvo januarja 2001, ta drugo imamo tukaj na avgusta 2007 in tretja je bila tukaj avgusta 2019. Zdaj, to se sigurno spomnite, tukaj je bila virusna kriza, koliko ti podatki štejejo, ne vem, sem pa vseeno dodal tukaj na graf. No, ta siva obdobja, ki sem jih označil, so pa krize. Tukaj ta prvo imamo dot-com bubble, to je, ko so podjetja, katerakoli podjetja, ki so imela takrat povezavo z internetom, no, njihove delnice so takrat hodile dobesedno v nebo, kot vidimo tukaj tole eksplozivno rast. Torej imamo dot-com bubble krizo, nato imamo krizo iz leta 2007 pa do 2008 oziroma 2009, ki naj bi bila najhujša kriza po krizi iz leta 1929. In nato je še tale kratka kriza, ki smo jo imeli leta 2020. Zdaj, kar je predvsem zanimivo, je, da so te krize nastale malo zatem, ko je Fed začel nižati obrestne mere. Zato tudi zgodovinsko gledano nižanje obrestnih mer iz strani Feda ni nikoli dobro delovalo na risko naložbe. Pa si dajmo še malček podrobneje pogledati te krize in povezavo s Fedovim nižanjem obrestnih mer. Tukaj pri dot-com krizi oziroma pri poku dot-com balona vidimo, da se je trg začel spuščati že precej prej. Če pogledamo malček podrobneje, tukaj od vrha smo do Fedovega nižanja obrestnih mer izgubili že 46%. In dokler smo vstopili v krizo, smo izgubili 64%. Potem imamo naslednjo krizo, tukaj, 2007 do 2009. Zanimivo je tukaj, da je trg po nižanju obrestnih mer še vedno rastel naprej in zrastel za dodatnih 13%. Rastel je naprej še še 2 meseca je rastel naprej, no in potem smo vstopili v krizo, v kateri smo izgubili 50%. Torej, če štejemo 1, 2, 3, 4. mesec po nižanju obrestnih mer smo mi vstopili v krizo. In nato imamo tukaj še tole našo virusno krizo, po kateri, Fed je začel nižati obrestne mere tukaj že kar precej prej in nato smo imeli tukaj koliko še
recimo 5 mesecev rasti, kjer so trgi zrastli za še dodatnih, ko smo tukaj zrastli, 17 %. No, in nato je nastopila tale virusna kriza, kjer vidimo tudi, kako zelo hitro so znižali obrestne mere in tudi tiskanje denarja se je izredno povečalo. Je pa sicer izredno tudi zanimivo, kako smo se iz vsake krize izvlekli s tiskanjem denarja. Ta črta tukaj spodaj, vidite, gre samo gor, gor in gor. In ni problem, da smo se pač izvlekli iz krize s tiskanjem denarja, bolj je problem tudi to, da smo pač tiskali denar, tudi ko krize ni bilo. No, toliko o tem. Kot vidite, zgodovinsko, če pogledamo nazaj, nižanje obrestnih mer iz strani Feda ni nikoli delovalo dobro na trg oziroma na risk on naložbe. Zdaj se tukaj obeta še eno nižanje obrestnih mer septembra. Kako se bo trg odzval, nihče ne ve. Moje osebno mnenje je, da se do novembra, takrat naj bi bile tudi ameriške volitve, no, do takrat mislim, da se ne bo zgodilo nič kaj posebnega in bi lahko imeli do takrat tudi še nadaljevanje rasti. Ponavadi, če pogledamo po zgodovini, je časa tam nekje od par mesecev pa do enega leta po Fedovem nižanju obrestnih mer, ko se kriza začne. Zdaj, kaj to pomeni za Bitcoin? Bitcoin je trenutno v bikovskem vzorcu, tako da še vedno lahko nadaljuje rast. Kaj bo potem? Bomo morali spremljati cenovno akcijo, torej kaj bo po novembru. Zato se ne pozabite naročiti na kanal, da bomo to spremljali skupaj. Bitcoin in kriptovalute sicer še niso dale skozi neke krize, če odštejemo tole virusno krizo tukaj, zato smo tudi gledali Nasdaq. Kako se je Nasdaq obnašal po Fed pivotu in kako se je obnašal med krizami. In seveda med krizo je padel, kot padajo tudi vse risk on naložbe. In Bitcoin, kot sem že omenil, sodi med risk on naložbe. Tako da, kot sem že omenil, logično bi bilo pričakovati par mesecev do enega leta še rasti. Vsekakor bo pa treba spremljati podatke še naprej, da lahko predvidimo, kakšno bo dogajanje naprej. Zdaj, malček bolj dolgoročno gledano, to mogoče niso najboljše napovedi za Bitcoin, ampak najprej moramo spremljati, če bo dejansko zdaj dosegel teh tako zelo zaželenih 100 000. Trenutne možnosti sicer ima, najbolj ključno pa bo dogajanje po novembru. Ta video sem pripravil tudi kot opozorilo na to, kako hitro se lahko po spletu širijo dezinformacije in kako zelo pomembno je, da sami pogledate v ozadje dogajanja. Zato pač tudi kot opozorilo, nikoli ne slediti mnenju večine, vedno poglejte v nasprotno smer, ko večina trdi eno, poglejte v nasprotno smer in potem ustvarite svojo strategijo. Ker ponavadi se na trgu zgodi popolno nasprotje od tega, kar večina trdi, da se bo zgodilo. Zdaj, zakaj se to zgodi? Najboljša razlaga, ki sem jo zasledil, je, da trgi poskušajo gledati naprej. In ko Fed enostavno obrne svojo strategijo, se trgi začnejo spraševati, ok, kaj vi veste, česar mi ne? Kaj se pripravlja, morda spet kakšna kriza, o kateri mi ne vemo? Zaradi tega, ker trg je v nevednosti in ljudje pač to sovražijo. Potem pride tukaj tudi strah, kot sem že prej omenil vprašanje, kaj vi veste, česar mi ne, in tako začnejo prodajati. Naj se na tem mestu zahvalim še vsem patronom, ki svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo trga kriptovalut, ampak tudi delniški trg, pa trg žlahtnih kovin,
Z drugim paketom više, pa dobite dostop tudi do moje Discord skupine, kjer lahko spremljate točno tisto, kar jaz spremljam na kriptovalutah, predvsem Bitcoinu in na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa imajo patroni tudi poseben popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobroimetje in nekateri patroni lahko celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne jo pozabiti obiskati. Tam se je zbralo že kar nekaj indikatorjev, testiram tudi enega novega zdaj, ampak ta mora iti še skozi testno fazo, kar zna biti še malček dolgo. V glavnem imamo naprednejši RSI, ki je skupek več indikatorjev skupaj. Torej imamo RSI, Stochastic RSI, poleg tega lahko menjujete tudi ozadja. Recimo za trgovanje preko tehnike 45-55 je že naštimano ozadje, ki ga enostavno naštimate. Potem je tudi naprednejši MFI s podobnimi lastnostmi, imamo tudi RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI. To je indikator, ki vam prikazuje, kam na kriptotrgu se pomika denar. Ali se pomika v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tem Fed pivotu. Se že veselite morda 18. septembra? Ali pa se morda strinjate z mano in mislite, da je to slab znak za kriptovalute? Ali pa sem morda jaz kaj spregledal, morda česa nisem omenil, kar komentirajte spodaj in z veseljem bom podebatiral z vami. Vesel bom seveda tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Obeta se še ogromno videov na temo Bitcoina. Zdaj je ravno kar postalo zanimivo, po mojem bo september kar zanimiv, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal in nastaviti obveščanja, da slučajno ne boste kakšnega videa zamudili. Zato ker samo tako, ko se naročite na kanal in nastavite obveščanje, vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. To bo tudi to za danes, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.